13. otroška varnostna olimpijada se z današnjim finalnim dogodkom za letos zaključuje. Po 6 pretekmovanjih, ki so potekala na območju policijske uprave Maribor, se je 20 najboljših ekip iz pretekmovanj pomerilo še na finalnem tekmovanju v športni dvorani Lukna. Skozi zabavne in tekmovalne izzive so morali četrtošolci prikazati obsežno znanje na področju varnostno-preventivnih ukrepov, katerih namen je, da jim lahko koristijo tudi kasneje v življenju. Točno danes poteka zaključek 13. otroške varnostne olimpijade tukaj v dvorani Lukna v Mariboru. Torej, cilj nasplošno projekta je otrokom približati interventne službe, ki v državi skrbijo za varnost in pa seveda red, ter da se otroci naučijo v določenih nevarnih situacijah ravnati pravilno, tudi da znajo se morda izogniti nevarnim situacijam ali pa tudi da znajo komu pomagati. Ob tekmovalnem duhu med četrtošolci, ki se ga dalo videti in slišati po navijanju, je izstopala predvsem pripravljenost vseh tekmovalcev. Prva igra oziroma izziv, s katero so se tako na pretekmovanjih kot na tekmovanju soočili, je bila izvedba igre Človek ne jezi se. Odgovore na trenutek težka vprašanja pa so mladi tekmovalci kar vlekli iz rokavov. Otroci so to vzeli zelo resno in mislim, da ni otroka tukaj, ki bi bil nepripravljen. Znanje, ki so ga organizatorji na policijski upravi Maribor želeli predati mladim, je predvsem praktično. Kaj storiti v danem primeru, kako reagirati in kako v prvi vrsti zaščititi samega sebe in ostale okrog nas. Sveže znanje, ki so ga pridobili mladi, bi brez dvoma v kritičnem trenutku koristilo še marsikateremu odraslemu. Veliko situacij, kaj se jim lahko zgodi, tako na cesti, kot doma, kot na spletu, kako v teh trenutkih oziroma situacijah odreagirati, pomagati prijateljem, družini in pa seveda vsem okoli njih. Znotraj projekta Otroška varnostna olimpijada je tudi letos potekala štengijada, državno prvenstvo policije v teku mešanih trojk po 455 stopnicah na Kalvarijo. Prireditev je potekala v humanitarnem duhu, prijavljene ekipe so za letovanje otrok z vsako prijavljeno tekmovalno trojko za humanitarni namen prispevale vsaj 15 evrov. Štengijada je bila prejšnji torek, torej 22. maja, smo zaključili uspešno. Zbrali smo 1055 evrov, ki bo danes predani z bonom Zvezi prijateljev mladine. Pozornost mladih so pritegnile tudi različne branže varnostnih organov. Na ogled je bila zaščitna oprema, strelno orožje, zasežena roba finančne uprave in še kaj. Ob druženju s policisti so se mladi lahko ne le naučili veliko novega, temveč tudi poblizu spoznali delo policije, ki se je lahko pokazala v pozitivni, celo prijateljski luči.